eni izmed večjih problematik, s katero se srečujemo danes mladi, to je stanovanjska problematika. Jaz sem se odločil, da bom tiskovno oziroma novinarsko konferenco začel kar z citatom 78. člena Ustave Republike Slovenije, ki pravi, da država ustvarja možnosti, da si vsi državljani lahko pridobijo primerno stanovanje. Zdaj, če gremo narediti analizo tega 78. člena oziroma uresničevanje tega 78. člena, lahko ugotovimo, da raziskave kažejo, da je v Sloveniji kar 180.000 mladih v starosti med 25 in 35 letom, nima urejenega stanovanjskega problema, živijo pri svojih starših ali pri sorodnikih. To je med drugim 57% slovenske mladine v starosti med 25 in 35 letom. S tem seveda pač nimajo omogočenega oziroma resničenega izpolnjenega osnovnega pogoja za ustvaritev in oblikovanje svoje lastne družine. Če grem še naprej, lahko pogledamo, da so se cene stanovanj v Sloveniji v približno zadnjih 4 do 5 letih dvignile za 50%. To seveda dodatno obremeni vse tiste, ki pač si želijo rešiti svoj stanovanjski problem. Dejstvo je, da tržni sistem in pa trg sam ne rešuje stanovanjskega problema v Sloveniji in na drugi strani se pač srečujemo z tem, da je povpraševanje po stanovanjih še vedno večje kot je ponudba teh stanovanj. Stanovanjski sklad ponuja, če pogledamo za temi podatki, če primerjamo za temi podatki, ki sem jih podal, 180.000 oziroma 57%, ponuja stanovanjski sklad smešno majhno število novih stanovanj. Stanovanja si mladi pač v Sloveniji pridobivajo tisti, ki si sploh lahko, si jih pridobivajo na ta način po večini, da se oni in pa njihove družine, celo babice in detki, lahko še celo iz reklam vidimo, da se zakreditirajo vsi v družini. Zdaj pa pač podajam neko retorično vprašanje, kako je mogoče to v družini, ki ima 2-3 otroka. Mogoče rešite stanovanjski problem za enega, za vse ostale pa verjetno niti ne. Zdaj, da ne bo to izpadlo kot zgolj neko politično reporečenje, jaz sem najdel eno izmed slovenskih časopisov ugotovitve raziskovalcev iz ekonomske fakultete in vam dam citat dr. Cermanove v enem od slovenskih časopisov iz 19.1.2008. Sama pravi, da so v najtežjem položaju pri pridobivanju stanovanja prav mladi pari brez otrok. In zdaj, če nanesem to na tisti slovenski rek, najprej štalca, pol pa kravca, verjetno se pričakuje, oziroma kot sem že nekoč rekel, se pričakuje, da bomo imeli otroke v nekoč naših otroških sobah pri starših, da bomo v tisto sobo stisnili noter družino, pa še ženo zraven, oziroma dekleta svojega partnerja, pa otroka.